S prerezom traku se je 7. plinski blok še uradno pridružil 6., ki deluje od leta 2018. Graditi so ga začeli leta 2019, aprila letos pa so uspešno zaključili tehnični pregled. Tudi ta nov plinski blok je prilagojen ročni rezervi za povrnitev frekvence, zagonu agregata brez zunanjega vira napajanja ter izpolnjuje vse zahteve po napajanju nujne lastne rabe Nuklearne elektrarne Krško. Z uradnim pričetkom obratovanja novega plinskega bloka ima tako Termoelektrarna Brestanica inštaliranih 406 MW moči, kar predstavlja več od slovenske polovice jedrske elektrarne Krško. To je ključen projekt za prihodnost elektrarne, dodaja. Torej ne 6 in 7, kako govorim, ne? Ker sicer sem bil vedno v bojazni, da bo Termoelektrarna Brestanica šla po poti Trboveljske elektrarne. Tako pa imamo zdaj dva nova sodobna agregata, ki sta ob teh sistemskih storitvah tudi zanimiva za komercialno obratovanje in po moji oceni je to neka nova tržna niša in neka svetla bodočnost za elektrarno. Projekt so zaključili skladno s finančnim in terminskim načrtom, njegova vrednost pa je znašala 26,4 milijona evrov. No, ta naložba prinaša 56 novih megavatov na plin in na olje, kar pomeni, da predstavlja pomembno rezervo za oskrbo Slovenije v ključnih trenutkih. To so tisti trenutki, ko so cene na trgu visoke, ko je poraba visoka ali pa ni drugih virov, predvsem oscilacija sonca, hidro in seveda tudi oscilacije v energetskem sistemu Evrope, kar že dokazujemo danes z obratovanjem, zaradi tega, ker so cene na trgu večje, kot je variabilna cena goriva plus CO2 certifikati, kar pomeni, da se nam splača obratovati. V lanskem letu so s plinskim blokom obratovali 3 mesece, dodaja Novšak. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je v nagovoru izpostavil pomembno vlogo Termoelektrarne Brestanica pri zagotavljanju stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. To, kar ste postavili tukaj z 7. blokom, pa tudi že prej, ni zgolj ekonomski projekt. To tudi ni zgolj nekaj, kjer se štejejo zgolj ekonomski učinki. Je to tudi pomemben del nacionalne, pa tudi zdaj evropske kritične infrastrukture. Saj končno električna omrežja so povezana med seboj v Evropi, lahko si pomagamo, če ima nekdo viške. Ob tem dodaja, da s to investicijo Posavje postaja oziroma se še bolj utrjuje kot osrednja slovenska energetska regija.